Najprej en disclaimer, sem sicer profesor matematike na Univerzi na Primorskem, ampak vse, kar bom tukaj povedal, so od univerze neodvisno, so zgolj moja stališča. Ko v zadnjem času v pojavu koronavirusa slišim besedno zvezo eksponentna rast, si mislim, da bi veljalo ponovno odpreti učbenik srednješolske matematike, tisto poglavje o eksponentni funkciji namreč. Ne bo namreč držalo, da v Sloveniji okužba z novim koronavirusom raste počasneje kot okoli nas, tako pravijo namreč na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V zadnjih približno 3 tednih se po svetu, če izvzamemo Kitajske, število okuženih podvoji nekje vsake 4 dni. Pri nas pa glede na zaporedje po dnevih od 1. marca dalje, tu jih vidite zadaj za mano, 1, 8, 12, 16, 25, 34 in danes sredi dneva že 57, se podvojitev vsaj zaenkrat zgodi na približno 2 dni. Torej ne počasneje, kvečemu hitreje kot okoli nas. Tudi če se primerjamo z evropskim žariščem v Italiji, tudi tam je bilo na začetku podvojitev nekako vsake 2 dni, potem pa se je približala 3 dnem. Trenutno je torej pri nas slabše kot v Italiji. Rast okužbe torej sledi eksponentni funkciji, to je funkcija oblike k krat a na x, kjer število k označuje neko začetno stanje, od števila a pa je odvisno, kako spremenljivka y raste v odvisnosti spremenljivke x. Eksponentni funkciji sledijo mnogi družbeni in naravni pojavi, na eni strani od širjenja informacij po socialnih omrežjih, pa vse do virusnih okužb. Y je tako število prenesenih informacij oziroma okužb v nekem času x. Če je na primer število a enako 1, potem ni nobenega širjenja, ker je y ves čas enak k-ju. Če pa je število a enako 2, pa že imamo situacijo, ki je ni obvladati. Po stari legendi je Šah izumil Sisa ben Dahir in ko mu je kralj Širham za nagrado ponudil prav, kar si želi, je Sisa rekel: dajte mi zrno pšenice na prvo polje, 2 zrni na drugo polje, 4 na tretje polje in tako naprej, tako da bodo vsa polja zapolnjena. Pa se je kralj začudil: samo to si želiš? Pa mi je odvrnil Sisa: toliko pšenice ni na celem svetu. No, na srečo pri virusnih širjenjih je število a bližje 1 kot 2. Naprimer, za ta novi koronavirus prej omenjeni podatek o podvojitvi na 4 dni se prevede v a je 4. koren iz 2, to je malo manj kot 1,2. Če pa je podvojevanje vsake 2 dni, kot v Sloveniji, pa to pomeni, da je a kvadratni koren iz 2, kar je malo več kot 1,4. Zdaj bi nam že moralo biti jasno, da je zmanjšanje števila a pravzaprav edini način za zajezitev oziroma vsaj za upočasnitev širjenja okužbe. In tako kot je hitrost širjenja informacij na socialnih omrežjih odvisna od stopnje povezanosti teh omrežij, več kot je linkov, povezav, hitreje vse skupaj izteče, tako je tudi širjenje virusa odvisno od števila interakcij med ljudmi. Manj kot jih je, večja kot je izolacija, manjši bo tisti a in več časa bo virus potreboval za podvojitev. Posledično pa več časa bo naš zdravstveni sistem imel na voljo za zdravljenje obolelih. Zato je za pozdravek prav vsak ukrep v smeri večje izolacije. Od ukrepov, ki jih sprejema naša srednja oblast, pa do ukrepov, ki jih sprejemajo avtonomne institucije, kot je univerza. Pozdraviti gre tudi skrb tistih, ki pravijo, da je že enkrat potrebno nekaj storiti, saj je Ljubljana samo 100 km oddaljena od Italije. Drži. Res pa je tudi, da je razdalja med Primorsko in Italijo enaka 0 km. Saj najbrž nismo del Slovenije samo 15. septembra na praznik vrnitve Primorske matični domovini, ampak smo del Slovenije ves čas. Torej, kdaj se bo zaprla meja z Italijo?